Kaj najstniki sporočajo staršem in učiteljem? Svet nas na vsakem koraku uči nestrpnosti in sovraštva, pravijo, vi pa se čudite, zakaj smo nasilni. Politika in vodilni nas učijo goljufati, krasti, lagati, vi pa hočete, da smo pošteni in da govorimo resnico. Vse okrog nas vara, vsi prikrivajo in se pretvarjajo, vi pa pričakujete, da bomo zvesti in vam predani. Že od malega ste nas naučili vse takoj dobiti, vi pa mislite, da bomo vztrajni in potrpežljivi. Ves svet je nestabilen in nezanesljiv, vsi pa od nas veliko preveč pričakujete. Šola z vsemi testi in vprašanji vred, da smo pridni, da smo marljivi, da 9 ur v razredu mirno presedimo in da smo skoncentrirani. Neusmiljena družba in TikTok, druge aplikacije, pa da smo slepi, pa da smo mišičasti in da smo brez napak, a potem se čudite, zakaj smo tako nemirni in anksiozni. Mediji in socialna omrežja cenijo, po slikah sodeč, le mladost, cenijo samo brezhibnost. Ostareli nimajo nobenega prostora v teh družbenih medijih, vi pa pričakujete, da bomo do njih čuteči in spoštljivi? Ja, kako vendar? Ko nam svet ne daje nobene izkušnje z njimi, kritizirate nas, ker nekateri vejpamo, kadimo, popivamo, ne pomislite pa, kako obupno si želimo iz tega sveta pobegniti. Zato nam je najlažje molčati in se zapreti v svoj svet. Saj v resnici nimate nikoli časa za nas. Zato smo se obrnili v ekrane, v video, na video vsebine, s katerimi si zapolnimo praznino in potrebo po bližini. Kako nam torej, dragi starši, učitelji in drugi, lahko pomagate? Prosimo vas, imejte srce za nas, imejte potrpljenje z nami. Naši možgani še niso popolnoma razviti, zato smo impulzivni in po vaše nepremišljeni. Manjka nam precej velik del prefrontalne skorje, ki se bo razvijal do 25. leta. A to je za nas še daleč. To je tisti del, ki je odgovoren za racionalne misli. Torej, ko nas gledate tako začudeno potem, ko smo naredili nekaj neumnega in nam ni uspelo po vašem mišljenju narediti nekaj pametnega, nas prosim, ne kritizirajte in ne obupujte nad nami. Odrasli se na situacijo odzivate s svojim prefrontalnim korteksom racionalno, mi pa se bolj nagibamo k odzivanju v svojo amigdalo čustveno. In če zakričimo ali zaloputnemo, nam je seveda potem žal, v tistem trenutku pa se v tej fazi razvoja težko obvladamo. Prosim, potrpite z nami. Starši, mi vemo, da nas imate radi. Ampak na tej točki življenja so nam prijatelji vse. Trenutno se raje družimo z njimi. Ampak naj vas to ne zavede, gledamo vas, opazujemo vas, kako se obnašate in kaj počnete vi. Morda ne poslušamo, vendar vas slišimo. Želimo si, da nam poveste vse zgodbe o pametnih in norih stvarih, ki ste jih počeli kot najstniki in kaj ste se iz njih naučili. Potem nam pa dajte seveda prostor in čas, da ugotovimo, kako to naredimo sami. Če nam dovolite, da izkusimo posledice svojih lastnih dejanj, se bomo iz njih seveda naučili. Ampak vedno znova nam dajete vedeti, da ste ob nas, da nas poslušate in slišite takrat, ko vas potrebujemo. To nam dajte vedeti. Pomagajte nam z vašim pogledom, z vašo perspektivo. Kar naprej nas opominjajte na široko sliko. Zavijali bomo z očmi nad vami,
saj nam je težko videti kaj drugega kot plevel, v katerega smo trenutno zagozdeni. Pomagajte nam, dragi starši in učitelji, prepoznati situacijo in jo videti od daleč. Pomirite nas, da bo ta trenutek minil. Pokažite zanimanje za stvari, v katerih uživamo, ko se odločimo svoje težave deliti z vami, ko se odločimo zelo dobro, če dobimo podporo in nasvete od vas, pa se počutimo toliko bolje. Bodite prijazni, od vas se bomo učili. Če boste vztrajni v svoji prijaznosti do nas mladih, bomo nekoč to obnašanje celo posnemali. Nikoli se nam, prosimo, ne posmehujte, prosimo in ne bodite kruti z nami. Pozabite na to, da vam je v naših letih šlo bolje. Nekega dne, ko se meglica najstništva dvigne, boste našli samozavestno, močno, kompetentno, prijazno, odraslo osebo, kjer je nekoč stal nepremišljen, osoren najstnik. Medtem pa pripnite se za vožnjo in prosimo, imejte srce za nas in potrpite z nami, vaši najstniki.